Tole je plakat, ki visi pred vhodom v eno od ljubljanskih cerkva, tole pa poziv vernikom na družbenih omrežjih, da v svoji župniji najdejo vsaj eno osebo, ki bi volivce peljala do volišči nazaj. Komisija za pravičnost in mir, ki deluje v okviru škofovske konference, pa je danes dopoldne s pomočjo sogovornikov iz zdravstva volivce k glasovanju proti zakonu skušala nagovoriti na novinarski konferenci. Življenje je božji dar, ki ga je treba varovati od spočetja do naravne smrti. Da gre za kršitev pravil kampanje in dovoljenega političnega delovanja, ocenjujejo v zavezništvu Moje življenje, moja pravica, s katero sodeluje tudi koalicija. Zato so Katoliško cerkev na Slovenskem prijavili inšpektoratu za notranje zadeve. Mislimo, da je pač treba v neki sekularni državi upoštevati pravila in da bi se morali, če želijo biti izvajalci kampanje, v kampanjo tudi prijaviti. Plakati in pozivi k prevozom do volišč sicer niso sporni, oba naročnika sta tudi uradno prijavljena kot organizatorja referendumske kampanje. Podpornike zakona bolj razburja poziv nadškofa Stanislava Zoreta, v katerem zakon označi za pomoč pri samomoru, pa tudi ena od njegovih nedavnih pridig, v kateri je zakon posredno označil za Hitlerjevo odredbo iz leta 1939.